Za pridobivanje teh celic imamo dva postopka. En postopek je tak, da iz kosti, v kateri je krvotvorni matični kostni mozeg, posrkamo kostni mozeg, ki ga potem presadimo bolniku. Ta poseg je napravljen splošni anesteziji, se pravi, darovalec takrat spi. Se pa ta postopek v zadnjem času zelo nadomešča z zbiranjem perifernih matičnih krvotvornih celic, kjer pa dajalec ni uspavan, ker je poseg sam po sebi neboleč. Dajalcu speljemo iz ene vene kri v aparat, ki krvotvorne matične celice zbira, in potem to kri po drugem kanalu v drugo veno vrnemo nazaj. Postopek traja približno 3 ure in v tem času je pravzaprav postopek popolnoma neboleč in v bistvu dajalec dobi vrnjeno vso kri, ki je šla iz njegovega telesa. V aparatu, v sorterju ostanejo samo celice, ki jih želimo, to so krvotvorne matične celice. Vpis v register, ki je zelo enostaven, poteče le z tem, da oddate bris ustne sluznice in nekaj osebnih podatkov, da vas v primeru potrebe lahko pokličemo. Vsaka oseba, ki se za ta korak, enostaven korak odloči, prispeva k raznolikosti slovenskega registra in daje našim bolnikom večjo možnost, da dobijo darovalca in se v končni fazi tudi preživijo. Darovalcev si želimo predvsem mladih, čim mlajših 20-25 let, ker bojo dolgo v registru, ker to tudi nenazadnje nekaj stane, dolgo bojo na voljo, zdravi so. In mislim, da je veliko mladih družbeno angažiranih na tak drugačen način, nezadovoljnih z okoljem, ki jih obdaja. Tako da jaz mislim, da za take ne bi smelo biti to težava, da se vključijo v take registre in na ta način tudi dejansko, ne samo z jezikom, kar je dostikrat primer, probajo narediti neko dobro delo.